Da vam pokažem struna, ta gre na pol. V glavnem zaključujem ta moj projekt flancanja. Takole, ta zadnji radič, posejan. Tukaj je česen, tako da to bom poj pobrala. V glavnem, kar vam želim povedati, eno zgodbo. Enkrat je oče peljal sina čez vrt in je rekel: poglej, sin, solata, ki ne raste, gnije. In enako je z ljudmi, človek, ki ne raste, gnije. No, to so lastnosti ali pa zakonitosti. Tako da pri ljudeh je isto. Kdor ne raste, bo pač propada. Dejstvo je, da če imaš svoj vrt, plevel raste. Ne moreš, da ne bi rastel, ker pač to je del vrta. Je ravno tako je del življenja. Pač obstajajo ljudje, ki so kot plevel. Ti čist nič ne pomaga, to je življenje. Samo zdaj, a jaz dam fokus na to, joj, spet je plevel, pa plevel. A si rečem, ok, fino, poplevamo in raste. In to je pa zdaj moj fokus, moja odločitev, kam bom dala pozornost. Lahko damo pač pozornost na to, česa ni, ni pridelka ali pa koliko je plevela. Dejstvo je, da nekaj zraste, če nekaj posadiš, in če še z ljubeznijo to posadiš, pa nekaj mora biti. Ker lejte, tukaj je blitva, meni je zdaj, ko je bilo toliko padavin, dejansko začela gniti. Ampak nič hudega, bo nova zrasla. Vedno je tako v življenju, ne da se ne splača, vse se splača, samo daj svojo energijo noter. In kakšen veselje je, ko človek gre čez svoj vrt in pobere par stvari, to je nekaj res neprecenljivega in to je tisto ta pravo bogatstvo. Če bi se ljudje zavedali tega, da lahko sami nekaj naredijo. Jaz verjamem, da mnogi izmed vas veste in delate to, ampak mnogi ljudje se pa pritožujejo, česa ni, pa ni tega, pa ni unga, pa ni tega. Namesto da ljudje gledajo, česa ni, kaj pa če bi nekaj posadili, pa gledajo, kako to nekaj raste. In vedno nekaj zraste. Tukaj recimo na telem imam gosenico. Jaz to jemljem kot davek. Davek tudi moraš plačati, kakorkoli obračaš. In pa imam tukaj spet tukaj radič, pa tukaj imam radič. Tako da, toliko sem zadovoljna, ima kitajsko zelje, pa peteršilj, pa tukaj, to je danes sem naflancala. Tako res lahko s tako hvaležnostjo nekaj posadiš, nekaj zraste in to je največje veselje za moje pojme, ko vidiš, da imaš moč neke spremembe in predvsem vsak lahko nekaj spremeni pri sebi doma. In za začetek, dajte začeti saditi. Tudi na okenske police. Dobro, radiča ne moreš imeti na okenski polici, imaš pa lahko peteršilj. Tudi kakšen česen bi se dal, recimo tam imam začimbe, je bazilika, je zelena, tako da in bom naredila svojo začinko. Tukaj imam pa materino dušico in jo bom posušila in to je za čaj, tam imam majaron, domači origano in to bom naredila svoje začimbe za čez zimo in naredila bom zeliščno sol za sebe, zaradi tega za kopanje. To je tak užitek, res užitek. In seveda tam mi kumare ne rastejo tako, kot bi želela, ampak ne dajem njim pozornost. Pozornost samo toliko, ne česa ni, ampak kaj je. Ne nazadnje na tej strani pa rastejo kumare, ampak ok, letos ni letina kumar. So pa to, zato tam bučke. Vedno se da nekaj narediti v življenju in sploh, koliko imam svojega ohrota tukaj, res čisto izobilje. In to pa, ko začne človek razmišljati, kaj je, res se obrne frekvenca, ker začneš gledati na to, da imaš moč. Tukaj noter imam te moje redkvice, ki snemam, nekaj jih je še,
pa mogoče jih bom še enkrat posejala. No, na tej strani tukaj imam pa koromač. Tam je hrn, pa začimbe, tukaj je zelje. Ja, tole je treba ven dati, kakorkoli tole ni več fižol. Neka plesen je gor prišla, ampak ok, sem hvaležna, da toliko je, kolikor je. Tako da čisto obilje vsega, vidite. In kot se človek zaveda tega, da ima moč, res vas nagovarjam, začnite delati zato, ker narava vam bo vrnila 1000-kratno. Samo nekaj treba vložiti, ne? Imate moč. In sploh to, da se zavedamo, kakšno moč imamo še z mislimi, da lahko tudi usmerjamo to, kako bo, res se začne nekaj dogajati. No, tole sem vam hotela pokazati. Tukaj je timijan in timijan je res krasen za omake. Tako da to bom jaz zdaj posušila, bo nastala zelična sol. Aha, vidim, da imam še travo zraven gojim, tako da tako ali tako moram poruvati, da ne bom imela poln vrt semena. No, tako trava ali pa plevel je tako kot negativci. Če jih takoj ne zatreš, to zraste. In potem, ko se zaseje, je pol cel vrt, oziroma vse od tega. No, zdaj vam pa želim naprej pokazati, se pravi, to je timijan. Timijan je direktno v sorodu z materino dušico. Zdaj tale moja materina dušica, sem jo že zdavnaj porezala, je tukaj. Ampak zdaj pa, če pa gledam tole, je pa tudi isti sorodnik. Tole je pa, tudi če pogledamo cvetove, so približno isti, to je pa majaron tale. V glavnem majaron, origano vsi poznate, tako da tole bom pa zdaj posušila in bom naredila svojo zelično sol. Se pravi pa, tukaj bom še nekaj dala, kaj to, ni drobnak, ampak je tisto ta drugo, pa zelena, pa peteršilj in bom jaz to lepo skupaj naredila, pa tam imam čebulo in bom lepo naredila svojo zelično sol, no, tako da tole je moj bogastvo. No, danes smo bili na mojem vrtu in ja, čisto obilje. Dejstvo je, da ko nekaj posadiš, nekaj zraste in glejte, tole je bila včasih utka za psa, zdaj je pa to utka za fižol. V glavnem, res se da, dajte z ljubeznijo nekaj narediti za sebe in boste videli, razmišljate o tem, kako boste drugo leto začeli sami saditi, kje boste imeli svoj vrt, če ga še nimate. In letos pa sigurno lahko izkoristite še nekaj, sigurno še 2 meseca, dajte posaditi nekaj na okensko polico in boste videli, če ne druga, svoje začimbe. In to je tako veselje, ko nekaj svojega pridelaš. To ti veča energijo, dobro počutje in res se splača nekaj narediti za sebe.